Tjaša, kaj pa počneš? Kvačkam, ribico. Ribico, zakaj pa? Ne, kakšna riba ribica bo. Kvačkam ribico za dan za spremembe. Dan za spremembe, to ko bo 5. aprila letos. In pol jo boš tako nosila? Ja, samo, ne bo 5. april samo zato, da bom nosila ribico, ampak za 5. april bom prostovoljka na dnevu za spremembe, ker bomo po vsej Sloveniji delali en kup prostovoljskih akcij in ne vem, spreminjali svet na lepše. Jaz bi tudi imel eno tako ribico, a me naučiš skvačkati eno? Ja, lahko te naučim, če si dobro pogledaš. Zdravljeni, danes bomo zakvačkali eno takšno ribico. Ni težka zadeva, zato potrebujemo volno, kvačko, pa še škarje. Kvačkanje je ena taka stara obrt, spretnost in če ne veste kako, si lahko pomagate s tem videom, pa tudi vprašate mamo, babico, pa vas lahko naučijo. Da bomo naredili trup ribice, bomo zdaj 16, narejenih takih 16 trupičkov skozi to zanko. In 16. Tukaj zanko močno potegnemo, da zmanjšamo ta krogec v sredini. In zdaj imamo trup ribice. Postavimo ga na tak način, da ga povežemo s zadnjim delom. Zdaj? Aha. Kaj, če še vedno ne znam? Jaz predlagam, ker zdaj smo v službi, pa nimamo toliko časa, da bi te naučila kvačka, da ti malo poprašaš mamo in pa babico. Ti bo ta pomagala, mi te bo te naučili. A lahko naredim ribico s papirja? Ja, ne, lahko narediš tudi kakšne origami, kako ribico s papirja, ali pa zašiješ kako ribico, če ti to bomo enostavno. Ampak fun fajn bi bilo, da imaš fun dosti ribic, s katerimi boš označal prostor, ker bo dan za spremembe, in ribice, s katerimi bo označeni prostovoljci, ker res si želimo, da bi za dan za spremembe te ribice po vsej Sloveniji in povsod in ja, vodimo ribice, vodimo sprememba. No, super. Hvala, Tjaša, za navodila, mogoče pa najdem tudi kakšnega prostovoljca, ki mi bo naredil lepo skvačkane ribice.